Torej, senat je obravnaval prispel odgovor in se odločil za večino prisotnih senatorjev, da ga posreduje v nadaljnjo obravnavo kot odgovor na Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo. In zakaj, da ga pošlje svetu? Razlogov za to je več. Eden izmed njih je tudi ta, da lahko Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo oceni delo senata za akreditacijo in bolj, bom rekel, lažje oceni tudi ugovor, ki so ga kolegi predlagatelji poslali. Po domače povedano, malo čudno je, da sami sebe evalvirate, verjetno. Zato bom rekel, se mi zdi ta rešitev najboljša, da nas Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo na ta način on odloči in oceni situacijo, ki je pri tem nastala. In mislim, da je tam dovolj ljudi, tudi pravnikov, ki bodo znali, bom rekel, na pameten in pravičen način tudi ta problem rešiti. Ugovor je bil podan na več stvari, ni bil samo na ta, bom rekel, in ker je zadeva tako kompleksna, je bolje, da se potem odloča na svetu, ker ne gre zgolj za štetje glasov, gre tudi, bom rekel, za način odločanja, pisanje sklepov, izročanje sklepov, izvajanje, bom rekel, dela senata in tako naprej. Pa zdaj, če sem malo nesramen, lahko imaš univerzo, ne fakulteto, s 3 redno zaposlenimi ljudmi? Ne odloči, bom rekel, svet. Najlepša hvala.